Večkrat se pogledamo, ko so kakšni mali otroci, pa se kje derajo, pa se pogledamo, rečemo, mi pa smo pa že na konju. Zelo stavim na to dobro voljo, prijaznost, seveda so pa kdaj tudi v življenju trenutkih, ko to ne gre, ampak se mi zdi, da nasplošno v 99% se pa vse da z neko prijaznostjo in nasmehom in mirnostjo shendlati. Da si kodre delam z oknim in ful dobro uspejo. Res je. Današnjo skodelico kave pijem za vedno nasmejano Tinkaro Fortuno. Lepo pozdravljena. Zdravo. Večinoma nasmejano, tako ja. Včasih tudi znam grdo pogledati. Znaš? Ja. To bi pa mogli verjetno vprašati tvoje domače. Najbolj, ja. Si bila zelo vesela na povabilo, glede na to se druživa ob kavi. Prinesla si mi zelo lepo darilce, džezvico, tako da vidim, da imaš rada kavo. Ne? Ja, to je pa res, ja. In že par let imam tele džezve za poslovna darila, no, tele retro emo džezve, tako da vidim, da si ti tudi taka podpornica retra, ne, pišeš z roko, tudi jaz. Tako da ja, se mi je zdelo, bi bilo čudno, da ne bi džezve prinesla na podcast ob kavi. Ja, lepo darilce si me lepo presenetila. Kakšno kavo piješ? Turško, že od nekdaj ob 6 zjutraj, ker sem zelo jutranji tip, rada imam zgodnje vstajanje, zato da imam nek ta svoj moment, ko še vsi ostali spijo. In ja, turško kavo in zadnja leta z rastlinskim mlekom, ne s kravjim. Jem vseeno tudi mleko, ampak ne vem, zakaj sem se navadila, tako je malo sladkast, kako kokosovo mleko. Ne, kot neka sladička. Če bi kakšne prehranske svetovalce vprašali, to glih ni dober začetek dneva, ampak ja, pred tem pa spijem mlačno vodo z limono. Le vsak ima nekaj, ne? Ja, če bi se vseh priporočil držali. Ja. Vsak mora najti tudi v življenju, se mi zdi, nek svoj recept. Ne? Ja, tako. Za karkoli. Kaj ti najbolj ustreza, to je potem najboljše. Tako. Pa sem predvidevala, da danes ne bo prva kava, ne? Pa verjetno na to tudi vpliva dejstvo, da si mamica 3 punc in ponavadi vemo, kaj pride s tem. Ja, se pravim, danes sem se tudi ostala v bistvu že v 5:30, ker je mož šel v tujino za 10 dni, tako da smo že zjutraj še zadnjič počvekala. Zadnjo kavico. Ja, jaz spila, on je ne pije, ampak mi je skuhal pred odhodom. Pa okoli 6:30 zbudim punce, ta male 2, ta velika je v Ljubljani na faksu med tednom. Pa se pa ja, pojemo skupaj zajtrk in pol akcije. Pa skuha dobro kavo, glede na to, da je ne pije sam? Ja, skuha. Tudi punce, vse 3 znajo turško kavo skuhati. Ja. Tako da, ko se mamici zalušta kavico, imaš dovolj prostovoljcev, da je naredijo. Večinoma si jo sicer sama, sam rada se doma pohecam, da čist drugačno okus ima, če mi jo kdo drug skuha, pa postreže, tako da pa se me pa usmilijo, pa mi jo skuhajo. Kaj pa ta predsodek, da mamice lahko pijejo mrzlo kavo? To tudi velja? Ja, a to je, da lahko pijejo. Jaz sem mislila, včasih so rekli, da je mrzla kava za lepoto. Ja, tudi to sem slišala. Mene tudi to doma pohecajo, ker vedno kar puščam, te prvo spijem celo, pa si še pa kar ostane v džezvi, še malo dotočim, pa malo mlekca in pol to šalico odlagam. Ne? Ker vmes, ko se punce urejajo za šolo, dam še eno rundo prati v pralni stroj, pa ne vem, grem posle poslati in tako, in pol to šalico odlagam, včasih kaj not ostane in pol me hecajo, ne? Tudi na morju v kampu, da zakaj si pstila kavo, samo v bistvu je to že bila ta druga kava. Teda v bistvu in je mrzla, ja. Ja, zdaj smo v pričakovanju praznikov, bliža se december. No, tale najin pogovor bo objavljen že v decembru. Okay. Ampak ja, izdali ste z Bebop novo pesem za praznike. Ja. Zelo lepa, topel videospot. Hvala. Mislim, da smo vsi opazili, da je ogromno žensk v njem. Ja. Ker vemo, da imate vse 3 članice, Zalenko in Ano, same punčke doma. Ja, res je, skupaj imamo 6 punčk. Če bi še Simo naštel 8 punčk, tudi on ima 2 hčerki. Tako da ja, v videospotu za praznike se pojavijo vse naše hčerkice. Smo pa naredila tako razliko, da se pokažemo v filharmoniji, kjer smo
ala dive, potem pa kontra v pižamicah z našimi puncami pod drevečkom. Tako da zgodba te pesmi je pa takšna, da bi mogla iziti že lansko leto. Napisala jo je Iris Ošlaj, aranžma je naredil Aleš Zibelnik in tale aranžma za harmonije zbora Nejša. Ampak smo iskala, veš, tisti pravi zbor, s kom bi pa mi zdaj to posnele. In smo seveda pomislile tudi na zbor Slovenske filharmonije, ker je Ana lansko leto z Tilno Martačem snemala podcast 1, 2, 3 bis. In tam so jo presenetili, da so z njo zapeli našo Bodi zvezda. In potem je Ana kontaktirala zbor in smo bile malo prepozne, ker oni imajo res zasedene urnike, tudi veliko nastopajo po tujini, tako da smo rekli, če bomo pa 1 leto počakali, vse smo zelo verjele v ta komad. Tako da januarja smo že posneli glasove, septembra smo snemali videospot v Filharmoniji, pa potem na Koči, na Storško na Pohorju. In ja, res je nastal ta prečudovit spot. No. Zelo smo ponosne vse 3 in tako kar poboža dušo in srce, ker jaz vsakič, ko ga vidim, kar malo solzna ratam, ker kadar preveč ne odpadem. Pa lep spomin bo za nazaj, ne? Ja, to pa res. No. Zelo stavimo na to, da bo to res pesem, ki se bo, recimo poleg Moje sonce in Odpelji me, lahko vsako leto vrtela. Ne? Pa mi imamo še izpred 22 let božični CD, tako da smo dali tudi recimo na naš YouTube kanal, če bodo sledilci pogledali cel ta nabor naših balad, naših božičnih pesmi, pa sedaj še za praznike, tako da kar poklikite, pa ko boste krasili smrečico, si lahko to zavrtite. Ravno pravšnji čas, ja, potem to objavili. Ja. Ampak ja, bo zanimivo za nazaj pogledati, verjetno tudi hčerke bodo z zanimanjem pogledale, ne vem, že naslednje leto. Tako smo izgledale pred 1 letom. Ja, res, zdaj so glih v taki fazi, ko se zelo spreminjajo, ta male mi kdaj pogledamo kak posnetek, pa kar sama ne morem verjeti, recimo ta srednja je v 1 letu kar za 1 glavo zrasla, zdaj je že tukaj visoka kot jaz, stara je 12 let. Ta največja je bila zdaj pred kratkim 20, je 2. letnik faksa, ta mala pa 10, tako da so zdaj res v tej fazi. Mislim, ta je že odrasla oseba, ne? Ja. Ne, že lahko kljukco naredim. Ta mali 2 pa še treba kar terati. Tako se je bilo pa potem že septembra obleči v pižame, se vsesti pod smrečico, zdaj so že, november je pa vse je že božično. November je pa se ne da delati. Ne? Zato, veš, smo v septembra posnele, ker novembra se ne da delati. Ne, v bistvu smo zelo uživale, ker smo v 2 delih snemale in mi smo vedno iz preteklosti, tudi zdaj navajene, tako enodnevne snemalne dneve imeti, tako da ob 5 maska pa se snema, ne vem, do polnoči, res taka naporna snemanja. Zdaj smo si pa vzeli malo bolj na easy, se vidi, da smo že starejše, malo bolj modrejše, tako da v Filharmoniji smo snemali recimo do 3, pol pa tudi na Storško smo pa tudi pol dneva snemali, tako da smo rekli, bomo tole prakso kar mogoče tudi za naprej uporablja, ker je veliko bolj sproščeno. Tudi zaradi punc je bilo lažje, ne? Ker sicer so zelo potrpežljive, res jih moram vseh 6 pohvaliti, so zelo bile fajn na snemanju, ampak če je bilo to recimo 18-urno snemanje, je to za otroke veliko bolj naporno. No? Tako da smo se imeli res super. No, lepo. Ja. Kako ste pa vi to doživljale kot mame in kot pevke? Glede na to ste združile svoja 2 svetova, ne? Ja. Ja, v bistvu so se punce z nami pojavile že v spotu Ženska, ki smo v duetu z Rebeko Dremelj, mogoče, če pogledate. Ampak so, no, valjda smo mamice ponosne, ne? To je naše vse, ne? Vse 3 smo, se mi zdi, da nam je to neko primarno poslanstvo, zelo vesele, da smo lahko mame. Tako da ja, sami superlativi, no. In jaz bi se zahvala celotni ekipi, ker ta naša ekipa v ozadju je res od Jerneje Žembrovske, ki nas je oblekla in naredila dekoracijo prostora, do režiserja. Tudi moj mož je bil recimo v Filharmoniji lučkar, do ekipe, ki nas je snemala, Denis Nino v ozadju, pa te rile pa potem sestavlja. Tako da res zelo, zelo velika ekipa, Klavdija Storžek, Koča. Tako da hvala vsem za... Pa fotografije, 2 fotografa smo imeli, Marko Ocepek, Tibor Golob, tako da ja, hvala vsem, super izdelek in ja,
Dajmo še kaj narediti skupaj. Točno tako. Kakšne so pa sicer v vaši hiši tradicije za Božič? Jaz sem taka tipična gospodinja, ne? Zelo rada gostim. Ker tudi rada kuhaš? Jaz zelo rada kuham pa pečem. Se mi zdi, da sem to res podedvala, oziroma sta mi mamica pa moja pokojna nana to predali, to veselje do kuhanja oziroma do predajanja ljubezni preko hrane. Ne? Ljubezen gre skozi želodec, to pri meni kar drži. Tako da ja, jaz sem tista, ki gostim ponavadi širšo družino, pri nas se dobimo. Koliko se vas nabere? Ja, po mojem mene 15 sigurno. Imamo pa že kar več let tako pravilo, da odrasli kupimo eno darilo do 10 evrov in potem imamo to žrebanje. Okay. Da vsak dobi samo eno darilo, da ni pretiravanja. Ne? Drugače bi bil kar zalogaj. Ja, letos je celo najmlajša hčerka zadnjič iz kartona izdelala v enem popoldnevu neko novo škatlo, kako bomo mi te listke zdaj ven žrebali. Tako da zelo kreativna, tako da letos imamo še pripomoček za žrebanje številk. Ja, da bo zdaj to dobro zgledal. Ja, tako da, ja, okoli novega leta pa vedno te kekse pečemo, to vedno ko mi čakajo, to se mi zdi, da sem tudi podedovala po moji nani, ona je vedno imela na zalogi, ne vem, po 10 vrst keksov v takih plehnatih škatlah in pol, če si prišel na obisk, je vedno rekla, ne, ti dam nekaj keksov za sabo in pol je ven iz vsake škatle ti malo nadevala. Pa si imel pol za cel teden. Ja, recimo. Ja, zelo lepe vrednote si podedovala. Hvala, zdaj mi je kar malo. Ja, lepi spomini so. Tako. Tudi z Bipop ste zelo povezane, ne, z Alenko in Ano, pa verjamem, da gre to za pravo prijateljstvo, ne, zdaj traja že več kot 20 let in... Ja, zanimivo je, da smo mi bile 23 let nazaj, ne, smo bile zbrane v tej audiciji Popstars, ampak kar traja, ne. Ja. Sicer, ko rečejo, se vmes ste šle pa narazen. V bistvu je bilo neko obdobje, ko smo se vse odločile postati mamice, ne, vmes se je rodilo 6 hčerk. Ko smo pa začutile, da je spet čas, da lahko mame zdaj spet malo nastopajo nazaj, tako da leta 2019 smo se pa vrnale in od takrat smo spet na dnevni bazi povezane. Vsaka smo svojega kraja, ne, to je tudi velik izziv, tudi za vse ostale obveznosti, sploh takle, ko damo ven na spot nove pesmi. Ampak se zelo znamo organizirati, zelo si znamo razporediti delo in tudi zadnja 3 leta smo same svoje šefice, tudi kar se tiče PR-ja, bookinga, to vse same skrbimo. No. Resna firma, Bipop D.O. Kakšna je pa dinamika med vami? Ali pa recimo, če moraš zdaj opisati vsako z eno besedo. Z eno? Ali pa v eni povedi, če ti je lažje. Zelo smo si različne. Ampak zelo mi je všeč, da znamo to handlati. Imamo tudi pravilo demokracije, kar pomeni, ker nikoli skoraj ni, da smo vse 3 enakega mnenja, kar je super, ampak pri kakih odločitvah je pa vedno izziv. Tako da vedno, če je 2-1, pol zmaga večina. Tako da z eno besedo. Ana bi rekla, moram to reči, ker z njo paše, ne? Dobrodelna. Alenčica pa odrska, tako bom rekla. Odrska. Ona se mi zdi, da je najbolj tako, ima to prezenco in najbolj tudi uživa, se mi zdi, v tej vlogi. Tem je zdaj zelo uživala v teh črnih, elegantnih oblekah. Sigurno ona najbolj. Čeprav smo se vse zelo dobro počutile, ta diva moment smo doživele. Mene so celo hecali, ker sem malo se hecala, ne, ala mis varianta, ampak ja, smo hitro zavzele to pozo in oddelale, tako je treba. V pižamah je bilo pa tudi fajn. Ja, oba. Ja, ampak tiste dolge, elegantne, črne obleke, normalno, da se počutiš wow, ne? Pa ti si imela še tu gor tak lep detajl.
Ja, to Jerneja nas že tukaj let pozna, ona nas je že večkrat oblekla za kakšne prireditve, tudi za videospot, recimo Dlan v dlan. Vem, da nas je ona tudi oblačila, ona nas točno pozna in tudi ve, me tri recimo, če nas pogleda, smo tudi in karakterno smo si različni in tudi vizualno imamo drugačne ženske postave, ne? Ampak ona točno ve, kaj je treba pri kateri poudariti in ona razume je ena redkih stilist, ki jaz verjamem, da me bo oblekla tako, da mi bo pasal. A veš, ker vedno imaš, ali pa te hočejo prepričati, ja, se to ti ful paše. Pa ni vedno tako, ne. Ona bo pa res naredila tako, da boš res zasijal v najboljši luči. No, tako da je popolnoma zaupate. Čisti zaupamo, res. In tudi za kakšne prireditve, če jih kdaj naročimo, ona pripravi, oblečemo, ne rabimo niti probe. No. Včasih ja, včasih ne. No, zelo lepo. Lepo je imeti take ljudi v svoji ekipi. Ne? Ja, res. Kako bi pa sebe opisala? Z eno besedo. Poskusi. Ti si me prej opisala nasmejana. Ne? Ta nasmeh je moj zaščitni znak, tudi logotip imam tak. Čeprav tudi mogoče podedovan, tisti, ki poznajo in mojo mamico in mojo pokojno nano, je res bil ta smeh zaščitni znak in se mi zdi, da se to tudi nekako na otroka preda. In ja, zelo stavim na to dobro voljo, prijaznost, seveda so pa kdaj tudi v življenju trenutkih, ko to ne gre, ampak se mi zdi, da nasplošno v 99% se pa vse da z neko prijaznostjo in nasmehom in mirnostjo shendlati. Tako. Kako pa ti potem deluješ, ko imaš kakšne slabše dni, ki seveda pridejo? Ja, če jih doma vprašaš, tudi znam dvignati glas, ne? Se razhudim, če ni kaj. Pri 3 otrocih kar more biti redno. Če bi me otroci opisali, bi rekli, da sem stroga. Sem fair, ampak sem stroga. Zahtevam nek red, se mi zdi, da morajo biti otroci vzgojeni v smislu, da so socializirani, da niso permisivčki, ker vedno več vidim otrok, ki enostavno pa to včasih ki reče, ne smete uporabljati besede priden, ampak neka osnova, da se zna otrok obnašati tudi v šoli, tudi v vrtci, to pa mora biti, no, tako da starši dajmo. Je to najtežja naloga, biti starš in vzgajati, ne, ampak res je treba začeti že pri malih nogah, ker pri 12, če začneš, je zelo prepozno in takrat te ne bojo upoštevali. Ja, tako. Malo starševskih nasvetov, ampak ne rada delim, ker so si tudi otroci med sabo različni, ampak ja, starši pa tudi. Tudi za svoje ti praviš, da so si različne, ampak podobne. Zdaj, kako bi rekla, v katerih stvarih? Karakterno so si zelo različne, sicer veselijo jih res podobne stvari, mogoče je to tudi vpliv, seveda tudi najo, ne. Mož je bil tudi včasih DJ, jaz sem primarno plesalka, pevka, tako da ja. Vse 3 so plesalke, ta je sicer zelo par let ne več, odkar je na faksu. Ta mali 2 pa ja, ta srednja pleše hip-hop, zelo profesionalno, 4-5 na teden. Tudi se udeležuje teh državnih, svetovnih, evropskih prvenstev z skupino Plac Kids. Zdaj že Plac, no, ker je že zdaj mladinka. Ta mala pa pleče, je pa taka artistka, taka gumica, pleše pa na teh obročih. Tako neka mešanica gimnastike, baleta, pleše pa pri Cool Kids v Braslovčah. So pa tudi, obe so bile lani recimo na Talentih, ne, so si bile konkurenca. Flora kot skupina Marjetice, Vita kot skupina Plac Kids. Ampak ja, se mi zdi, da je bila to tudi neka super šola za nas kot družino in za njiju kot sestri, da sta se znale tudi med sabo podpirati, ne. In držati pesti druga za drugo. Je pa res, da smo midva kot starša bila najbolj vesela, ker so obe skupine dobile 4-krat da in to je bilo to in življenje gre naprej in vsi veseli. No, to pa nisem vedela. Ja. Lepo, zelo zanimivo. Neka izkušnja zraven in ja. Eni so malo skeptični glede tega, samo one 2 nista bile spostavljene z imenom in priimkom, bile so del skupin. Tako da, ko pride otrok domov, pa reče, mami, trenerka nas je prijavila, ne, valjda reče še, valjda ja, ne, in pa čez en teden je še ena prišla in isto povedala, in pa ima, ful fajn, ne, kdaj se to snema in to se je snemal junija,
ko imamo Bipop in tudi jaz zasebno največ nekih špilov nastopal, ampak smo vse shendlali z dobro organizacijo. Ja, organizacija vam pa mora verjetno res iti dobro od rok. Jaz imam zelo rada, mislim, ne zelo rada, moram imeti rada plane, organizacijo, ker imam res vse nekako na minuto, vse te urnike otroške moje, moževe, ki ravno zdaj recimo je šel za 10 dni v tujino na reklamo, na snemanje, tako da je to zelo, pa še mamo aktivirati, kadar kaj zagusti, tako da hvala mami. Ampak ja, gre. Ja. Pa to, da se zgodaj vstajam, tudi veliko pomeni, da je že do 7, ko se one vstanejo, že dam prat, naredim zajtrk, vseeno, to mi ful. Je pa res, da tudi bolj zgodaj pa hodim spat. No, to sem želela vprašati. Ja. Verjetno potem res ne ponočuješ do polnoči. Ne, ker tam je nekje moja ura 10, pol 11, ko zaspim, me kar začne zmanjkovati. Če je kak špil, seveda zdržim, ampak moja biološka ura je tako naštimana, da jaz tudi, če prijem ob 3 po noč z kakega nastopa, pa to ni velikrat, tudi se avtomatsko ob 6-7 zbudim. No. Ja, telo je navajeno. Pa je vikend in ne znam že kar govejo župo kuhati ob 7, veš. In jim tišči. Ja, jih zbuditi s to. Ja, tako je. Potem bi lahko rekla, da ti v družini držiš tiste niti skupaj, ne, kot mama, ženska. Pa se mi zdi, da v večini družin smo mame tiste menedžerke, ne, kot da bi menedžirale še eno firmo zraven. Ja, se mi zdi, da v naši družini pa res jaz tista glavni menedžer, organizator, pač moram biti, no, da usklajujem. Pa zelo rada imam usklajen urnik, no, me zelo iztira spravi, če kdo ni organiziran ali pa če zamuja, pa tako rajš pol, mogoče si zaradi tega tudi na sebe veliko pravil vlečem, ampak iz tega vzvoda, zato da je res pošlihtan, no, control freak pa tako. To ni nič slabega včasih. Ja, odvisno, kdo to reče. Kakšne so pa še vrednote, ki jih želiš predati svojim hčerkam? Predvsem to, da bi delale, kar jih veseli, da bi sledile svojemu srcu, da ocene so samo številka, da mi kot mami več pomeni, da znajo prijazno pozdraviti, se zahvaliti. Take stvari, no, da opazijo stisko pri drugih, da bi bile empatične. Predvsem pa to, da bi skupaj držale. Zdaj sta recimo, ravno včeraj smo imeli doma pogovor, ta male dve, imata obdobje, ko sta si mal v laseh kdaj, ampak povzdignem glas in vedno rečem, jaz nisem imela te sreče, ne, ker sem edinka. Ve pa mat, ste 3 sestre, morate skupaj držati. Tako da jih zelo sem huda, če pride do kakega prepira. In pa mi redo, pa mami, če to je povsod, ko vsi brati pa sestre se kregajo, ja, pa ve se pa ne rab, ne? Tako pa, malo za hec, ampak ja. Ampak zanimivo, da si edinka in da imaš v bistvu 3 otroke. Od nekdaj sem govorila, da bom imela 3 otroke. Sem pa zelo takšna, no, se mi zdi, da tudi zadnja leta sem se na neke te vibracije nastavila, da zelo verjamem v to, da si sami kreiramo pot na tem planetu. In tudi prej, preden smo začeli snemati, no, jaz imam recimo take, vse na roko pišem, imam note se za več kot za 20 let nazaj, noter zapisujem od idej, raznih besedil za te otroške pesmice, karkoli se mi utrne in pa vsako leto naredim inventuro, grem malo za nazaj gledati in lahko rečem, da 95% se mi je uresničilo. Ali v isti, recimo, obliki zapisanega cilja, smart cilja, ali pa v neki še boljši, ne. Jaz sem 2018, ko sem pustila službo, sem se tudi zelo začela poglabljati v ta NLP, ne, pri mentorju Gabru Maroltu. In ja, zelo verjamem v to, da smo sami kreatorji svoje sreče. Tako. Sreča, nasmeh. Mislim, moramo si tako narediti, da nam je fajn. Tako je. Tako da fortuna je na moji strani, hvala, vesolje. Ja, velik del tvojega ustvarjanja je tudi ustvarjanje za otroka, ne? Ja. Omenila si že svoje knjigice, ampak vsi vemo, da si zelo vsestranska. Ja, mislim, je zanimivo zaradi tega, ker sem 20 let delala v velikem sistemu, ne, v telekomunikacijah, pa ne vem, leta 2018, ko so bile punce že tukaj velike, očitno neko razsvetljenje doživela in se odločila pustiti redno službo.
kljub 3 otrokom in 25-letnemu kreditu, ampak nekako sem prišla do neke točke, ko sem res imela neko vero vase, da bom to speljala. Ko sem prišla v službi do neke točke, ko sem videla, da ni več opcij za napredek. Jaz sem pa zelo tak tip, ko zelo uživam v nekih novih znanjih, novih priložnostih, rada se kaj novega naučim, tako da ja, sem si drznala pustiti službo, si vzela malo časa za premislek in pol 1. aprila 2018 odprla SP, napisala svojo prvo otroško slikanico takrat. Zdaj so pa že 4 slikanice, 3 otroške pesmice. Jaz zelo, zelo veliko nastopam po vrtcih, šolah, na raznih otroških prireditvah. Veliko povezujem te otroške prireditve, plesno animacijo imam in v tem res, res uživam. No. Se mi zdi, da otroci to čutijo, tudi starši, ker pravijo, da mi malo oči drugače žarijo, kadar nastopam za otroke. Tako da ja, v 2026 nameravam izdati 5. slikanico v kompletu s prvim otroškim albumom. Tako da ja, je že kar nekaj pesmic napisanih, tako da se zelo, zelo veselim. Plan je maj 2026, da gre album ven. Potem vmes iščeš čas, kjer to ustvarjaš, med vsemi projekti verjetno, ki jih imaš. Ja, tako, malo skačem iz enega, zato mi prav pride, veš, notes, da skačem iz ideje v idejo, kakšna besedila, melodije, v avto, na diktafon, tako da moj telefon je poln vseh nekih zapiskov in tega, ampak ja, včasih si malo bolj v nekem momentu, včasih kakšne 2 meseca niti ne pomislim na to. Zdaj sem čist z glavo v pesmi za praznike pa Bepop, ker zelo, zelo verjamemo v to pesem, no, tako da smo res 3 100% tu. Zelo veliko tu bomo tudi nastopale. Pol, ko pa se začne novo leto, bom pa preklopila v glavi in se lotila teh otroških stvari. A potem imaš doma testne poslušalke in bravke? Ja, to so pa vedno testni poslušalci. Tudi recimo za Bepop, preden gre komad ven, veš, je treba preposlušati, pa linije, pa če bi kaj popravili. Tako da naši doma že imajo tule gor po mojem pesmi, ker je treba kakšne detajle preposlušati. Ampak ja, to so pa navajene. Pa navajene so tudi, preko si me vprašala za decemberske navade, ne? To imamo pa vse 3 Bepopovke, da ko se krasi doma jelka, je Bepop božični CD se vrti, zdaj bomo dodali pa še za praznike. Pa mislim, da niste edine, da je to kar nekaj Slovencev, ne? Ja, veliko ljudi nam reče, da posluša ta CD, ker takrat so ga, mislim, da z eno revijo so ga podarili vsem v Sloveniji, tako da jih ima zelo veliko še ta CD, no pa dobro, zdaj tudi na vseh streamingih in na YouTubeu ga najdete. Tako da ni izgovorov. Ni izgovorov, pa veliko krat tudi zasledim, veš, v teh nakupovalnih centrih, ker mislim, da ne vrtijo radijev, ampak imajo neke svoje radije. Zelo velikokrat zasledim Bepop, ne vem, Jingle Bells, Bepop na božično noč, tako da ja, zelo zanimivo. Sem ponosna. Ker čeprav vseeno mislimo, da je veliko pesmi božičnih, pa jih morda res ni toliko, ne? Ja, pa neki se jih je pa zdaj že nabrajeno. Ja, mi imamo kar neko playlisto, no, poleg Mariah Carey in Sia in vse, ne, Snowman. Slovenskih je pa tudi nekaj jih je. Ja, pa mislim, da jih bo leto šlo tudi kar nekaj ven, tako da jaz sem zelo ponosna, da smo šle mi že 12. novembra ven, kakorkoli čudno je to izpadlo, ampak smo bile pa prve in mi je všeč, da smo šle tako hitro ven, ker zdaj je marketing čisto drugačen kot 23 let nazaj in tega se mi zelo zavedamo tudi za glasbenike, ne, je pred leti bilo čisto drugače, ko si dal komad ven, pa si ga pol promoviral, zdaj ga moraš pa že prej kak mesec malo o njem začeti govoriti, ne. Pa ko ga daš ven, pa te vprašajo, kdaj bo naslednji. Že moraš imeti pripravljen odgovor. Ja. Ampak glede na to, da si čisto vsestranska, kaj pa je tisto, kar te najbolj tak polni? Bi lahko sploh rekla eno stvar? Pa jaz mislim, da je moje primarno poslanstvo biti mama. No. Ne znam si predstavljati življenja brez otrok. Pač. Spoštujem tudi te odločitve, da se nekdo odloči, da ne bi imel, ampak jaz si svojega življenja brez mojih punc ne znam predstavljati in zelo sem vesela, da so ravno te 3 moje hčere. Joj, zelo lepo. Ja. Kaj pa je bil najtežji del, ko si šla na samostojno pot? Vsega se moraš na novo naučiti, ne?
Mislim, na srečo sem bila 20 let v taki službi, ko sem res veliko znanja dobila tudi tam, tako da sem zelo vesela dosedanjemu delodajalcu. Z veseljem vedno povem, da sem bivša Mobitelovka in pa Telekomovka, s srcem bila vedno zelo lojalna do podjetja. Tako da oni so mi zelo veliko dali, da sem si pol drznala iti na svojo pot. Je pa tako, ja, jaz sem kot samozaložba tudi, recimo, in kot samozaložnik pri slikanicah in kot samozaložba pri pesmicah, tako da vse te stvari od sodelovanja z ilustratorjem, grafikom, tiskarno, tudi kar se tiče snemanj, videospota, organiziranja snemanja, to sem vse one man band, ampak ja, to me veseli zaradi tega, ker se rada lotevam novih stvari. Tudi te, recimo, bila sem 20 let v digitalnem svetu, ampak to se zdaj tukaj spreminja, pa vseeno sem analogni tip, ne, zelo rada še z roko, pa tako, no, sem zelo retro glede tega. Ampak ja, mi je v izziv se kaj novega naučiti, tudi kar se tiče teh socialnih omrežij, ne, zdaj moraš imeti ta omrežja in Bipop in jaz imamo Instagram, Facebook, TikTok, v večini jaz to upravljam, ampak me to zelo navdušuje, veseli. Tudi na YouTube sama nalagam in pa gledam kaj je treba še, zakaj mi to nimamo vklopljen, eni imajo to vklopljen, tako dolgo brskam, da dobim odgovor. Ampak je vse to seveda odvisno tudi od tega, da tebe ni strah sprememb, da imaš rada nove izzive. To je pa res, ja. To mi ful pomaga pri tem, da sem taka, verjamem, da pogumna, no? Ker tudi, ko greš na svojo pot, moraš imeti, se mi zdi, da loči to ljudi med, eni skozi govorijo, kako bi naredili spremembo, ne? Eni pa smo tisti, ki si jo upamo narediti, ne? Upam zdaj to govoriti v prvi osebi, ker je res, se mi zdi to, ta vera vase in ta, da imaš po domač povedan jajca to narediti, no? Da vem pri teh svojih 45 letih, da tudi če bi mi spodleteli, sam zdaj po 8 letih vem, da sem na pravi poti, bi pač najdla si drugo službo, ne, svojo izobrazbo z nekimi delovnimi izkušnjami. Jaz sem po izobrazbi magistrica poslovnih ved, jaz sem poleg 3 otrok in vsega ob službi delala oba faksa pa magisterij, ne. Jaz sem že več kot 24 let delovne dobe. In ja, tudi pri hčeri recimo je zanimivo, ampak jaz vedno rečem, probi čim več del, ne, dobro, sej moraš hoditi na predavanja, na vaje, ampak se mi zdi, da s tem, ko delaš v trgovini, na raznih sejmih, karkoli, da tam največ te prakse praktične dobiš, no. Nepredvidljivih situacij. Ja, tako, ne, in tudi za življenje, ne, ker pa ko narediš faks, pa greš v službo, ti pa vsak reče, rabiš 2 ali pa 3 leta delovnih izkušenj. Tako da ja, jaz pri taji tudi to zelo spodbujam. Tudi vse 3 recimo mi zelo pomagajo, ko imam jaz te stojnice z slikanicami, pa te majčke, pa to, ko prodajam na mojih nastopih, mi Taja pa še ena prijateljica delata na stojnici, seveda preko napotnice, ne, tako da vedno pošteno plačam. Ta male plešajo kdaj z mano, tudi s plesnimi šolami sodelujejo v mojih videospotih, tako da jih vključujem, da vidijo, kaj to pomeni biti podjetnik in one man band, ne. Ja, v bistvu. Tako, ja. Zelo dobro, ja. Tako da to recimo v šolstvu kar malo pogrešam, bi rada, da bolj spodbujajo, ne toliko sistemskega dela, narediti šolo, peti v službo, tako so nas vzgajali, ampak da bi bolj spodbujali podjetništvo. Pa da ni nič narobe, če ti kdaj spodleti, pa proba še enkrat, ne, se tudi, če razne podcaste poslušajo mladi, od Boscarola do vseh teh znanih podjetnikov, ne vem, Richard Branson, knjigo sem pred kratkim brala, kulkrat je njim spodletel, ne, da jim je pol šele ratal. Ampak se mi zdi, da v Sloveniji pa kar malo tabu, ni mu ratal, ne, in pol si kar nič ni to narobe, ne. Slabše je, da ne probaš, pa se ti nič ne zgodi, ne. Boljše je probati, pa kdaj paditi, pa se pol pobrati, no, tako. Na primer, ja. Ja. Potem te je ta tvoja radovednost bolj gnala naprej, da si se odločila, da je čas za spremembo? Ja, radovednost, kako je na drugi strani, kako je, ko izstopiš iz iz hrčkovega kolesja. Ne vem, če si brala knjigo Bogati očka, revni očka, on govori o tem, Robert Kiyosaki, priporočam. Tako da ja, da si drzneš iti na svojo podjetniško pot in ja, graditi na tem. Meni je zdaj boljšno, jaz sem tista, ki lahko primerja, kako je delati v sistemu,
pa kako je. Mislim, so prednosti in slabosti na obeh straneh. Sploh zdaj, kar se božičnice tiče, ko je zdaj taka polemika, mi SP-jevci si jo moramo sami zaslužiti, pa regres, pa vse, ampak me pa to drive, bom rekla, da moram ko naredim, zaslužim. Ja, v bistvu. Ja. Tako. Na učinkovitost, ne? Jaz 25. maja 2018 zadnjič se čekirala s kartico in takrat sem si v glavi rekla, to je zadnjič. Zaradi tega, ker nisem podpornik dela mislim, ne podpiram, da se vedno sam na čas gleda, ampak na to, koliko se naredi. Pa če si ti v 2 urah fertik, super, ne? Pa 5 pol domov, ne pa biti 8 ur tam, pa narediti manj kot nekdo v 2 urah. Tako, no. Se mi zdi, da z leti imam vedno manj tolerance ali pa bom v pozitivno obrnala, da vedno bolj me navdušujejo ljudje, ki se znajo hitro obrnati, pa jim hitro delajo klikerji. Učinkovitost. Učinkovitost, ja. Me pa še zanima za tvoje otroške slikanice. Si imela vedno ljubezen do besede? Da si rada pisala, izmišljevala zgodbe? Mislim, zdaj, ko gledam nazaj, da vedno si nekaj zapisujem, pa neke ideje. Očitno ja, čeprav jaz vedno rečem, da je ples moja prva ljubezen, pa tudi petje, zaradi tega, ker sem tudi gor rasla z družino, kjer je vedno bilo veliko plesa, petja in vse. Ampak če pa gledam malo korenine za nazaj, recimo moj pradedi Črtomir Zorec je avtor taborniške himne, ki je lani oziroma letos praznovala 100 let, Dviga plamen se iz ognja, to je napisal moj pradedek. Pradedek, njegov oče je bil pisatelj Ivan Zorec, on je napisal Bele menihe, tako da očitno imam nekje vseb to strast, ki sem jo zdaj mogla po 40. dati sebe. In sem vesela, da sem se tukaj v sebe poglobila, da sem najdla to svojo namero, poslanstvo. In sem res hvaležna, da imam ta privilegij, da je moja služba to, kar me veseli. Od bipopa do ustvarjanja slikanic, pisanja pesmic, nastopanja za otroke. Zelo rada tudi povezujem te otroške stvari. Pa tudi velikrat me je kaj povabil, da kaj skuham, to me tudi zelo veseli, pa moji sledilci na Instagramu recimo me zelo poznajo po kuhanju, po peki, jaz vedno objavljam, kako kuham, pečem in pol mi ženske pišejo, mi lahko recept, daj boš izdala knjigo, tako. Tako da ja, nikoli ne veš. To tudi pride. Ne vem še, imam doma shranjene recimo z roko napisane take stare zvezke od moje nane. Ona je v ljudski tehniki v Celju imela Emotova stavba, ali kje je to bilo, se ne vem točno povedati. Ona vem, da je imela kuharske tečaje. Res? Takrat. In to očitno tudi je nekje v mojih genih zapisan. Tako da ja, večkrat me vprašajo, če bom še kako drugačno knjigo napisala, ne samo slikanice, pa vedno rečem, da nikoli se ne ve. Pri tebi pa res ne? Ne, za neko knjigo se mi zdi, da je 45 let še premalo, da moraš malo daljšo pot prehoditi, ne. Če bi šla v neko to smer osebne rasti in mojih podvigov, ampak ne bom pa rekla nikoli, da ne. Ampak mogoče me še kaj prime. Si predstavljam eno kuharsko knjigo. To pa si predstavljam. Ja, z praktičnimi nasveti, kako najti svoj recept v svojem življenju. Zdaj, ja, recimo, ja. Tako je nipke toliko matne. Hočem najti svoj recept. No, vse, poslušajte si pa, ja. A še imaš kakšen plan za naprej? Nam lahko kaj razkriješ? Razen slikanice pete, ki bo jaz... Mislim, ja, tako bi rada naredila. V bistvu bolj primarno je ta prvi otroški album plesnih pesmic, no, pa s koreografijami, pa tako to me zelo navdušuje, pa rada bi zraven pač tistim, ki se bojo odločili temu slediti, da dobijo neki zraven. Ali kot neka slikanica, mogoče malo bolj kreativna verzija slikanice, tako da to je sigurno plan za 2026. Kar se bipopa tiče, imamo leta 2027-25 let in tudi dejstvo, da smo od leta 2019 do zdaj izdali že cirka 8-9 komadov na novo, mogoče je neka logična posledica, da bi tudi kak album dali ven. Ne vem, pač razmišljam na glas, ideje polno, če bomo kako idejo realizirali, super. Kar se mene tiče, pa sem že malo v obdobju, se vidi, da že grem proti 50, ne? Ko se malo umirjam, malo dajem sen iz urnika,
včasih jaz sem znana po tem, da vedno, ni problema, bom jaz, ni problema, da kar ne znam reči ne, ampak letos, za novo leto sem si zadala, da se učim prijazno reči ne, brez slabe vesti. Mi gre v redu, ampak so še možnosti za napredek. Pa z možem zdaj urejamo en avtodom, to se pravi en tovorni kombi, mož predeluje v avtodom, tako da maja gremo najprej sama na prvi izlet najin, recimo medene tedne, ki jih nikoli nismo imela, pol poleti gremo pa za dlje časa z avtodomom proti Grčiji verjetno, ker smo bili 15 let v istem kampu v Prikolici, no. Zdaj bomo pa malo prešaltali na avtodom, ker so že punce tudi tako velike, da lahko dlje zdržijo pot, pa tako. Tako da tega se zelo veselim, no, tako kot nek plan, da začnemo tudi z možem, ki smo oba zelo pridna, delovna, veliko smo si že ustvarila, da začnemo malo tudi zdaj kaj uživati, no, zato ker smo mogoče proti drugim parom, smo zelo netipična, nimamo nekih tipičnih urnikov, velikrat se ne srečamo za vikend doma v smislu, ali on na reklami, ne, tak, redki so trenutki, ko nas je vseh 5 doma, in ja. So pa zato bolj posebni verjetno? Ne, so posebni, ampak on ima res tako službo, da je veliko odsotna, ampak se tudi z leti uči, vedno bolj ceni te skupne trenutke, tako da to, skupni čas, družino, potovanja. Tako. Imate potem letos skupno novoletno zaobljubo? Več časa skupaj, večkrat reči ne. Ja, to moram še njega nalest. On ni tak tip, kar se teh planov tiče. Ampak to pa vem, da je njegova srčna strast, ta avtodom, ki ga sam dela, tako da so me zadnjič pohecali, zdaj mu moraš težiti, ne, v smislu, da bo res maja gotov. Pa sem rekla, no to je pa en projekt, ko mu po mojem ne rabim, ker njega samega tukaj žene, da bo res do takrat ga končal. No in v bistvu uresničuje to, ne? Več časa z vami, puncami. Ja, res, ja. Tako da to je največ vreden na koncu, ne? Tako da, ja. Sem vesela, da smo zdaj že tako daleč, da so tudi punce že tako velike, ko lahko potrkamo, pa rečemo, zdaj smo, večkrat se pogledamo, ko so kaki mali otroci, pa se kaj derejo, pa se pogledamo, rečemo, mi pa smo pa že na konju, ker je bilo res pestro, veš, ko so bile male. Ta male 221 mesecev sam razlike, tako da, ko so bile mice, ne valjda je bilo čist drugo obdobje, zdaj so pa to samostojne punce in je res čist drugače, no. In ne drži tak tisti pregovor, no, da mali otroci, mali problemi, veliki otroci, veliki, jaz ne morem tako reči, no, moje 3 punce so kar zaenkrat potrkam, ni bilo nekih izgredov, zelo fajn funkcioniramo. In zelo lepo. Se vidi, da res uživate skupaj. Ja, res. Je to ena tvojih največjih vrednot. Sigurno. Največje bogatstvo. Še lepše si povedala. Ja. Imamo pa za konec še kratke vprašanja za kratke odgovore. Ok, en šluk naredim kavice. Seveda, sem videla, da si kar nehala piti. Če tu govorimo, veš. No, to je že pa za lepoto, zdaj mrzla kava. Mrzla, tako. Povej. Ali si raje za sladko ali slano razvado? Slano. In katera je tvoja največja slana razvada? Mislim, če bi mi dal na krožnik recimo pico ali pa torto, bom zbrala pico. Če bi mi dal testenine ali pa neki, sem kar tak mahjena na neke ogljikove hidrate. Po mojem, če bi to malo dala z krožnika, bi takoj 5 kil zgubila. A imaš kakšno nenavadno navado? Nenavadno navado. Da si kodre delam z oknim. In ful dobro uspejo. Res je. Si mi povedala, da si to delila tudi na Facebooku. Ja, to sem enkrat za hec delila, ker so punce našle in res si s 4 nogavicami naredim. Mislim, uperem si glavo, posušim, pa si pred spanjem v okne zavijem in evo. Mož se ustraši po noči. Praktičnost, ne, ko smo se prej pogovarjali. Česa te je bilo strah, pa si potem to vseeno naredila? Mislim, če gledam sebe 23 let nazaj, ko sem začela z Bipop, sem imela blazno tremo,
pred petjem, mene ker tule glasilke zaštopali, ker nisem glasu pravega spravila ven, tako tremo sem imela, verjetno strah. Pa ne tukaj pred javnim nastopanjem, kot po mojem pred samo sabo, nisem verjela vase. Zdaj, zadnjih 6 let, jaz samo uživam. No. Se mi zdi, da sem se res našla, verjamem v to, kar delam in to je to. Tako da, ja, ne vem, kako mi je to uspelo, ampak hvala nekim tehnikam, nezavednim, da sem prišla do tega, da se kaj pa lahko višga, da gre mogoče kdaj kaj narobe, pa greš naprej, ne, vse življenje tako ni popolno. Kaj bi sporočila svoji mlajši sebi? Pa dajva reči okrog 20. leta. Ja, to sem me že enkrat vprašala in vam zdaj isto odgovorila. Da bi se prej naučila prijazno reči ne. Jaz verjamem, da se boš letos z novim letom. Ampak ja, da mogoče, to sem se pa zadnjič s prijateljicami pogovarjala, jaz sem imela v obdobju Bipopa, ko sem bila še v službi, sem imela plesno šolo v Celju, skupaj s prijateljico, Body Pop se je imenovala, bila je zelo uspešna, ampak takrat, ker sem delala na 2 smeni, pa takrat sem dobila tudi otroka in se nekako nisem več shendlala teh urnikov in sem se takrat odločila plesno šolo pustiti, pa nadaljevati službo. Mogoče zdajšnjo pametjo in pogumom bi takrat glih kontra naredila, ampak vse je za nekaj dobro in je že moglo tako biti. Zdaj pa sem vesela, da lahko pa z različnimi plesnimi šolami sodelujem, gostujem na različnih šolah, vrtcih, tako da mogoče še v boljši obliki. Ne, da nimam svoje, ampak sodelujem z vsemi, tako boljše. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se ga še vedno spominjaš? Da se ti je res vtisnil spomin? To boš zdaj malo rezala, veš, ko me razmišljam. Nisi edina. Moj mož mi večkrat reče, ampak to v pozitivnem smislu, da sem posebna. Pa to se bi lahko, ampak posebna, ali pa čarovnica mi tudi reče, zato ker imam očitno, sploh zadnja leta, ful izostrenih ta 6. čut. Očitno je to odvisno tudi od tega, da se malo na neke vibracije nastaviš. Jaz zelo verjamem, da nič ni v nekih, da ne naredi osebo obleka, ne, ampak človek naredi obleko, ali pa nič ti ne pomagajo razni popravki ali pa karkoli, se mi zdi, da je tista vibracija, energija, tista, ki te naredi lepega. Če je pa še lep nasmeh zraven, je že pa tako boljš. Pika na i. Tako da to. Nikara, hvala za tale pogovor. Zdaj pa lahko svoje kavici spijeva do konca. Hvala lepa. Lepo se mej, pa se srečamo tudi kaj na Polzeli. Tako. Čin.